Glede na to, da vidite na ekranu prečudovito sliko številnega sadja, ki ga niso ustvarile človeške roke, ampak so ga le utrgale, se navezujem na predavanje od Egidija danes. In najprej bom prosila Mihaela, da nam zavrti čudovito pesem Slovenija, od kod lepote tvoje. Raj na zemlji, raj v Sloveniji. Raj v Sloveniji pomeni v bistvu Božje kraljestvo. Božje kraljestvo, ki je dar vsem nam, ki živimo v Sloveniji. Darilo, ki smo ga dobili, ga lahko samo sprejmemo, občudujemo, smo hvaležni in ga tudi ohranjamo, negujemo. Pomembno je, da to Božje kraljestvo, ki je tukaj dano vsem nam, otrokom, da ga resnično pustimo svojim potomcem, še lepšega, kot smo ga dobili. Molitev Oče naš, ki pravi: Naj Božje kraljestvo pride na vso zemljo. Ne tako, kot je zgoraj, bo tudi na zemlji, po svetu. Ker Bog je dober Bog. Naredil je čudovit planet Zemlja. Za nas, svoje otroke. Za prav vsakogar. Brez izjeme. Ker je ljubeč očka. Ker želi, da smo srečni, da živimo v miru, da smo zdravi, da smo z vsem, kar potrebujemo za življenje, preskrbljeni. Naredil je prečudovito lubenico. Jaz osebno že kot otrok sem imela velike oči, ko sem šla mimo stojnic, kjer so prodajali sadje. In vedno sem gledala lubenico. Toliko časa, da se mi je prodajalec usmilil in mi je en košček odrezal. In še vedno je to moj najbolj ljubek, najboljši sadež. In hvaležna sem Bogu stvarniku za to lubenico. Prosila bom Mihaela, da vam bo pokazal lepoto mize današnje v našem Društvu za srečno življenje Belis. Glede na to, da nam je Egidij predstavil čudovito temo posaditi 300 pešk, da bomo Slovenijo spremenili v cvetoči vrt, sem danes z užitkom pripravila res za oči prelepo mizo, katero si poglejte. Vsak, ki je prišel danes v ta prostor, je začutil dodatno radost. Kako čudovito sadje. In vendar ga nisem jaz naredila, samo s svojimi rokami sem pripravila to radost za vse nas, tudi zase. Slikarji lahko narišejo lubenico, nihče pa je ne more narediti. Lahko jo samo uničimo, iznekažemo, pobarvamo, izrežemo, vržemo v smeti, lahko pa jo s hvaležnostjo pojemo in peške ohranimo in jih posadimo, ker v tej lubenici je ogromno pešk, iz katerih zrastajo nove lubenice. In te nove lubenice imajo ponovno semena. In
Tako je Bog poskrbel za perpetuum mobile, za lubenice. To je tisto pravo bogastvo. Dobiš v dar ali kupiš lubenico, imaš zemljo, posadiš in imaš ogromno novih lubenic. In to je tisto pravo bogastvo, o katerem je govoril tudi Egidi danes. Hvala Egidi za čudovit prispevek. Tukaj imam tudi melono. Tudi melono imam rada. Tudi v njej so semena. In tudi iz teh semen, če jih posadimo v zemljo, ki je last vseh nas, vseh otrok, ker vsa zemlja je od Boga, našega stvarnika. In prav bi bilo, da bi vsak dobil zemljo v uporabo, v oskrbo. Ne, da jo imajo eni zelo, zelo veliko, drugi pa žal nič. Oziroma se zakreditirajo in imajo dodatne probleme, ker morajo kredit vračati ljudem. In to z obrestmi, ki niso delo rok. Kot smo tudi danes slišali čudovito predavanje od našega predsednika, za katerega se res izredno, srčno zahvaljujem. Limona, mandarina, tudi imajo peške. Če bi vse te peške od vsega sadja, ki ga pojemo, spravili in jih posadili kjerkoli, kjer je košček zemlje, Bog poskrbi s svojim soncem in dežjem, da to raste. Ohranjajmo semena vsega sadja, ki ga pojemo. To so največji biseri, dragoceni biseri v teh sadežih, ki so delo našega stvarnika. Božje kraljestvo bo na zemlji v tistem času, ki ga nihče od nas še ne ve, ko bomo vsi spoznali vrednost Božjega kraljestva, ki prinaša lepoto, srečo, zdravje, mir, enakost med ljudmi. Božje kraljestvo je podobno semenu, ki ga posadimo v zemljo in imamo nova semena v novih sadežih, tako je tudi z Božjim kraljestvom. Ko bomo ljudje vsi dojeli, kako preprosto je Božje kraljestvo živeti in ga širiti, bo res tudi duhovni raj na zemlji. Koliko je res ljudi sprtih med sabo, koliko je sodbe med ljudmi, koliko je nezadovoljstva. Vse to je zelo nizka frekvenca, ki prinaša žalost, depresijo, solze, bolezni. In tako preprosti je načrt Boga, da se zemlja naseli z radostnimi, srečnimi, zdravimi otroci. Samo sprejeti moramo to resnico, ki je zelo preprosta. Deveti člen našega statuta Društva za srečno življenje v prvi alineji govori o brezpogojni ljubezni, o agape ljubezni. O tej ljubezni, ki jo ima Bog do nas. Vprašajmo se danes, ali imamo to ljubezen do bližnjega, do našega sovražnika, do zemlje,
Iskreni bodimo do sebe. Ali ljubimo svoje starše? Ljubimo svojega partnerja, moža, svoje otroke z brezpogojno ljubeznijo? Ali imamo v sebi kako zamero, kako jezo, kak nemir? Le kako bo Božje kraljestvo na zemlji, če je v naših srcih nemir? Če je v naših ustah beseda, ki ni blagoslov za človeka, ki jo posluša? Le kako? Božje kraljestvo se začne najprej v našem duhu. In če smo duhovno srečni, radostni, prijazni, ljubeči, izpolnjujemo to našo alinejo 9. člena statuta društva za srečno življenje, se bo Božje kraljestvo množilo v Sloveniji, v Evropi in po vsem svetu. Ampak začeti moramo najprej pri sebi. Iskreno se vprašajmo, je v mojem srcu še kakšna zamera, kakšen strah, jeza? Mogoče je do nekoga, ki nas je ogoljufal, ki nam je lagal, ki nas je udaril, kakorkoli prizadel. Ne odobravam teh dejanj, vendar vam polagam na srce, da je bolje odpustiti, preden zaide sonce, kot zaspati z sodbo, žalostjo, nemirom, zamero. Ker ko spimo, imamo odprta vrata kot hiša, ki je nekdo razbil okno. In po noči lahko pride neurje in v hišo pride voda. Tako tudi v naše telo pride bolezen, bolečina, ker nismo svoje hiše zaprli z brezpogojno ljubeznijo. Ker smo dovolili, da smo zaspali z sodbo, s strahom, z jezo, z nemirom. In Božje kraljestvo je drugje, ne pri nas, ne v našem domu. Zato, dragi člani društva za srečno življenje Belis, bodimo iskreni do sebe in poglejmo, če je naše srce že čisto, če je v našem duhu mir, če želimo res vsem ljudem vse najlepše, tudi našim sovražnikom. Če smo pripravljeni sejati semena življenja, če smo pripravljeni oprostiti tudi tistim, ki ne vedo, kaj delajo, ki so ranjeni, ki so v bolečinah, ki ne vejo, kako pomembno je odpuščati z brezpogojno ljubeznijo, kako pomembno je blagoslavljati naše sovražnike, kako pomembno je tudi sebe ceniti in ljubiti svoje življenje. Se ne primerjati z bližnjimi. Vedno bojo ljudje, ki so lepši, boljši, bolj bogati kot mi. Seveda pa so tudi ljudje, ki so manj bogati kot mi. In vendar pred Bogom smo vsi enaki. Nekateri imajo več talentov. In prav je, da jih živijo, da jih darujejo naprej. Drugi imajo manj talentov. Prav je, da jim pomagamo, da jih spodbujamo k ljubezni brezpogojni. Le tako bomo skupaj gradili Božje kraljestvo tudi na zemlji. Slovenija je znana po tem, da imamo največ pravd na sodiščih.
Tudi jaz sem imela eno pravdo leta 97, pa mi je še danes žal, ker na sodišču iskati resnico. No way. V srcu jo bomo prenašli, ko bomo odpustili, blagoslovili. Res je, ne moremo vse pozabiti, ampak lahko dosežemo mir, ko blagoslovimo situacijo, ko odpustimo. Na sodišču ni Božjega kraljestva. To vam iz prve roke povem. Na sodišču zmaguje tisti, ki ima več modrosti, znanja in denarja. Tako pač je. Sodniki so sodniki, tožniki so tožniki. Ne iščite pri ljudeh Božjega kraljestva. Iščite ga v svojem srcu, v svojem duhu. In darujte svojim sovražnikom brezpogojno ljubezen. Da se bo Božje kraljestvo pomnožilo v vašem življenju in v življenju okrog vas. Ker Božje kraljestvo bo zmagalo. To je obljuba dana. In Bog ne laže. Lažemo ljudje, ki še ne poznamo Boga. Ampak Bog ne laže. Ni lagal in nikoli ne bo lagal. Njegova beseda je vedno beseda, ki se uresniči. In Bog je obljubil Božje kraljestvo na zemlji. Obljubil je zdravje. Obljubil je zdravje v smislu, ki se ga v tem trenutku zelo težko predstavljamo. Obljubil je tudi, da se bojo vse solze posušile. Obljubil je, da bojo motike namesto pušk v rokah. Bog je obljubil, da ne bo več ločitev, ne razprtij, ampak samo ljubezen. In to se bo slej ko prej zgodilo. Kdaj? Pa je odvisno od vseh nas. Najprej moramo Božje kraljestvo sprejeti kot resnico za sebe. Jo živeti, biti dober zgled. In evangelij pomeni radostna vest. In govoriti o tem, da Bog ne laže. Da nas neskončno ljubi. Vsa ta čudovita semena, ki so skrita v teh sadežih, so semena življenja. To je Bog nam podaril kot brezplačni dar. In hvaležni bodimo, da Bog skrbi za nas. In molitev, Oče nebeški, ki si v nebesih, naj pride tvoje kraljestvo na zemljo. Naj se zgodi samo tvoja volja, kakor v nebesih, tako tudi na zemlji. Je molitev, ki niso sanje, ki ni laž. To je molitev prošnja, ki se uresničuje za tistega, ki jo moli, ki si želi imeti mir, ki želi živeti v harmoniji z vsemi ljudmi, ki želi biti zdrav in ki spoštuje vse Božje zakone, ki ljubi to prečudovito zemljo, ki nam jo Bog ustvaril. Prečudoviti Bled, Bohinjsko Bistrico, Bohinj, Slap-Peričnik, Logarska dolina, Postojna, to so čudoviti kraji v Sloveniji. Ljubimo to našo prelepo Slovenijo. Spoštujmo jo, negujmo jo in sadimo semena. In to bi bilo danes od mene. Hvala lepa.